Čau, smo že nazaj. Evo, danes je zaključek sezone klele na Ziharlovi. Včeraj sem pa, tik preden sem šel, dobil Kameleon, Legend, klele not je še, klele so obroči, sestavljam bo s Ceramic Speed, OSPV-om, bottom bracketom, z TPU zračnicem bomo dal noter, mislim, da 30 plašče, Ultegra, Silk Road, tako da teža bo po moje tam okrog 7,2 do 7,4. Cena kolesa je, mislim, da okrog 6800. Tako da, ampak ja, bo pa sik, to je una barva, ki se preliva pod določenim kotom, tako da to te videli v tem vlogu. Jaz sem danes že tam okrog 8 kle, nisem mogel spati, sem se zbudil že v 5:30. Zdajle posesam, pomijem, da bo lepo. Pol imam kle še nekaj naročil. Skratka, upam, da pridete, tole boste gledali, ko bo tale teden že skoraj mem, se pravi v četrtek. Ja, do takrat bo že kolo zunaj, zdaj pa nič, kaj se je dogajalo ta teden. Posnamem, ne pozabiti, tale niš, pa zadnji. In tudi ta, vsi se prodajajo, se pravi, če bi kdo hotel sprobati, naj se oglasi na Ziharlovi 10. Najrajš vidim, da se probava kolesa tako, da vi pridete z vašim kolesom sem. Že prej sporočite mere, pa nesete pedala, če želite tudi sedež, mogoče najboljš, zato da pač imate čim bolj podoben občutek. Se vam nastav, se odpeljete, 1-2 ure naredite, se vam spet zmontira nazaj na vaš kolo vse in potem vidite to razliko med tem kolesom pa med vašim. Logično, če ni razlike oziroma se vas bolj špele, pol ne boste kupili. Če pa je razlika, se vas pa kar dost odloči za nakup, tako da evo. Če kdo hoče testirati, imamo tudi še tele obroče. Tele so ganz novi, se pravi Silk Road od Niša, pol imamo pa tele rabljene, tesne Princeton. Te so pa Wake 65-60, te se prodajajo za Jurje 900 zdaj, tako da s plašči ured. Tako da, evo, to je to. Kar se tiče pa bajkov, pa cen, bom pa jih po linku spodaj, pa boste imeli na spletni strani v bistvu cene teh dveh rabljenih koles, oba sta sestavljena 105. Tako da, to je to. Počali bomo šater. Fulka se nas je pa kar nabrali. Imajo 30 na uč, kar je top. Jaka, se strinjaš, da bo bolj, če bi šli v kol? Ne vem, kaj je v kol. Po ravnini. Zadeva, z tebe ni dobro, ni bilo dobro. Ogreli smo se zelo dobro, ja. Ej, sončki, a ste se ogreli? Vsi ti. Gospod Fonteli, kako je kolo? Noro, še tempo ti daje. Tak ima, tak. Evo, rinemo gor, druga skupinca je zadnji, tretja je pa zadnji. Tako da, Darja, kaj si povedala? Noge me bolijo. Bolijo ali pečejo? Ja, bolijo. Od včeraj. No. Ene pa pečejo. Evo, teli se jo zdaj odpeljali. Težko kategorniki mu pa zadnji. Počakali še une, pa šli lepo na easy. Evo, sončki smo pršali, gledajte tale bajk. Smo pršali na vrh Suhega Dola, zdaj pa do Ljubljane. Marš ve, marš se vidi z javne prave, točno, ne mora priti, kje se je. Pa direkt, ko se
Evo, včeraj zaključek, Lombardija, pričakovano bi se lahko rekel. Potem smo se pa še zelo na hitro zmenili, eni grejo na Rogličev krog, eni smo se pa zmenili, da gremo na Krvavec gor. Tako da, tudi če sem rekel, da letos nam šel več na ta Krvavec, gremo zdaj, sem štartil 1 uro prehmal, oziroma 45 minut prehmal. Če sem zblojen, skratka danes. Tako da nič, grem zdaj svojo debelo rad nekako privleči na Krvavec gor, navijati za vse tekmovalce. Tako da, to je to. Kar se tiče, koliko bo folka, me prav zanima. Ker vem, da se je zdajle zadnji teden se je kar govori o tem. Tako da upam, da bo kje zaparkirati tam v Cerkljah, ker gremo z avtom do tja, ker se nobenemu ne da več veliko voziti, pa včeraj smo naredili tako 90-80. Tako da smo že bolj leni na koncu sezone. Ja. Čakam zdajle Pontelija, ne vem, če se nam bo še kdo pridružil, ker vem, da jih gre več, sam imajo pol že druge družbe. No, skratka, srečno vsem, da ste to gledali, kaj že imam. Upam, da bo fajn dogodek, da bomo vsi se imeli fajn. Ja, pa da se vidimo gor na vrh, kakšno rečemo. Pa, oziroma, da smo se videli gor na vrh, pa smo kakšno rekli. Evo, ura je 9, pa s temule gospodom klele, ko bo moja šerpica danes napukala vse v ruzak in pičiva gor. Polhom kolesarjev se že voz, tako da evo, zdaj še mi dva. Počas štartava, ker so bolj ta počasna. Evo, 8 kilometrček, še 8 do gore. Pondeli počutje. Vrhunsko. Kaj to bi lihkar začel. A vidite, kako je to, ko se ne pripravljam, štartaš? Imaš dobrega prijatelja, ki reče, daj meni v ruzak. Še 2 kilometrčka pogrizeva, pa se pa sonce pokazal. A ne, gospod Panteli? Ja, jaz pravim, da bo sonček, itak pa že oba dva zvezde vidva. Škoda, ker ne kaže cifr klele. Še malo. Evo, Panteli. Ratal. Z nahrbtnikom vsaka čast. Vse je bilo kar luštno. Jebi ga. Ok, sva tik pred vrhom, greva eno stavo. Koliko cajtova Petra čakala? Koliko cajtova Petra za Pogačarjem klele? Bom štopil. 20 minut. 20 minut? Pizda, zdaj si mi dal zamisliti. Je to ženska, koga gre? Svaka čas, mi da se šla 5krat počasneje. Dobar, jaz pa mislim, da bo Petra za Pogačarjem klele. Še koliko? 10 minut zadnji je on startal, ne? Če rabo on 30 minut do gor, 35. Zdaj zdaj računati vseki neki, ne? Jaz pravim 35 minut. Glejte to, s ponijem.
Evo ga. To je pa Veloce! Ja, pohvaljena. Petra, svaka čast, dobro si šla, vsaj teh zadnjih 200 metrov. No. Vse oblek krmat. In občutki. Noro, fenomenalni. Res je bilo So many cyclists right now gathered Vse je on tako Krvavec. dobro Good job, good job. organiziran, tako da... Looking great, guys. Looking like you could go another round. Čas smo se pelali. Some of you. Edini ta štart na začetku je pa malo bil tak stampedas, tako da smo rabili, da smo se In? prilagodili, ampak How was jaz it? se ful dobro počutim. Great. Zadovoljna Really? sem. Okay, I like it. Good job, Mr. Klaas, Martin. Montelj je rekel, uro Welcome to 17. Krvavec. I like that you said it was Danes great. sem si čas, trenerji so mi ga določili uro 20. Majda, kako je bilo, Majda? Pa še 3 minute bolj. Težko. Ej, se vidi, da si dala nove Super, filme. ja, to je tako malo Nove filme, nov Težko, kolo, ampak je novi šlo. čevlji. Prav, Majda. Čevlji so nori. Welcome, welcome. Super. Kaj pa ti, kako Dobrodošli torej na vrhu, na plaži Krvavec. Prej si še bolj ti ni šlo dobro. Tele me je mogel čakati. A ga nisem šmal, ga malo porinil. Yellow shirt, looking great. Se vama drugega nista. How was it? Today I'm not prepared for any questions because I know you can speak from your heart, from your mind, and you had a good weekend. You had a good weekend right now, yeah? Yeah, it's been a great weekend. It's been a great season, and to finish it off like this, with so many people here on my favorite climb, almost in my home place, hometown. I must say, incredible year with the finish of incredible day here in Slovenia. Thank you, everybody. You're amazing. Zdajle se to dogaja dviganje vrednosti za več kot 1000%. In to je bidon, kje si ga uporabljal? A so se tvoje usta dotikala tega? To je zelo pomembno za zbiralce, je res? Evo, zdaj so se. Nisem bil čez zihar, zdaj so se. Tako, zdaj so se. Torej, to je bidon Red Bull Bora Hansgrohe in izklicna cena za ta bidon čist premalih. Zakaj je ta 30, kaj? Narodno mi je reč, 30 evrov samo za ta bidon. Jaz mislim, da lahko gremo veliko više. Kdo da 30 evrov? Zdaj pa sam roke gor. Tamle. Vsi ste me kurcali, zaradi tega šraufa sem ga zdaj kar gor pustil. Takole, ker je, kaj je to, nek tak, se preliva rose gold. Cak. Tako da sem najdel zdaj, takole v črni barvi, tale je brez napisov gor in tole vržem gor, pa da vidimo, kako zdaj izgleda. Zdaj izgleda takole.
Ja, sezona se počasi zaključuje. Tole vam moram pokazati, kako vam zgleda. Cak. Vidite? Lepo. Joj. Tako mi je všeč, da je čim bolj clean bike, da ne izstopa tiska, ni treba samo še tale UCI klinčeva nalepka. Ne vem, zakaj mora toliko izstopati, ampak ja, pri UCI uživejo, a ne. Tako da to, pa če bi proizvajalci plaščeva, ne, delali plašče, ker ne bilo, ja. Zgleda, tudi to morajo, jaz bi zih plačal 5 € več, če gor ne bilo napisal, oziroma bi bil v črni barvi. Tako da, drugač mi je pa kar lep. Ja, ga še vam pokažem. Ne vem, jaz sem noro zadovoljen. Včeraj sem šel prvič po moje 1 letu na Šmarno z gospodom Pontelijom. Sva lovila zadnje sončne žarke. Meni je bilo fajn, tako da upam, da zdaj začel spet malo več v hribe hoditi letošnjo zimo, ker na kolesu po vsej verjetnosti čez teden ne bom čist nič več, tako da bom sam še za vikende zunaj. Na tranžerju pa tudi ne bom. Tako da zdaj lučke, pa malo hribe, pa gym in to je to, logično. Še vedno bomo pa zunaj. Zdaj pa še kva smo končno dubala, ne? Tele črne hlače, ekiper z Let's Ride nariti, tamle so še ženske, pa ženske še ta starih je nekaj vstal. Moške ta stare, mislim, da sem še extra small XL. Tele so pa še GT, se pravi XLG, pa small, vse ostalo je pa že šlo. Tako da, ta vikend je bil kar pester, zdaj pa gremo še na predstavitev kolesa, ki je zmagal našo nagradno igro. Tako da, če to videli, let's go. So pred kolesom, gospod Lapajne. Takole, evo, ga lahko predstavite. Torej, to je kolo Colnago V4RS, velikost je M, torej moja višina je kje 180 cm, tako da mislim, da je M za to višino kar primerna velikost. Od opreme je kompletna grupa Dura-Ace. Če gremo malo od zadnje smeri proti prednji strani, torej vidimo verižnik 1134, sprednja je kompakt 5034, tukaj na zadnjem delu se vidi tudi OSPV od Ceramic Speeda s črno ketno by Mirsat. Kolesa, obroči so Elite Wheels Helix 57, to se pravi zadnji obroči so 57, sprednji 52, zelo hitri, relativno lahki, imajo tudi keramične ležaje, tako da kar zadovoljen in lepo se pelejo. Potem ima tudi plašče 28 gor, torej Conti 5000S, prej sem vozil Pirelli in se mi zdijo nekoliko hitrejši. Na zgornjem delu ima sedež Berkov, lupina Short 150, res prej sem imel prologov sedeže in zdaj, ko sem pri Anžetu to testiral, Berkov sedež je res razlika. Spodaj sem dal tudi 3D tiskan nosilec za Garmin Vario, nisem hotel imeti tistih gumic, tako da to malo lepše zgleda. No, na sprednjem delu je pa še krmilo, ki ima tudi Ceramic Speed ležaj. Širina krmila je 40 cm, dolžina krmilne opore pa 11 cm. Tako nekako je kolo sestavljeno. No, eno stvar sem še pozabil, pedala. Pedala so s powermetrom Assioma Duo, tako da res priporočam, nobenih težav, tudi baterija zelo dolgo zdrži, tako da je res kvalitetno. Lahko vprašam, zračnice not so TPU? Ja, TPU zračnice, kar pomeni tudi seveda nižjo težo. Pa še eno vprašanje, kjer kolo ste imeli predtem? Ja, predtem sem dolga leta vozil Scotte. Začel sem z Addictom, to je že 15 let nazaj, kasneje sem dodal še foila in tukaj moram reči, na tem kolesu je, sploh zdaj za moje leta, kjer je
pomembno tudi udobje, je res velika razlika z udobjem, no, in moram reči, da je zelo, zelo udoben kolo za vožnjo. Tako da že takoj, ko sem pravzaprav se prvič peljal, je bila ta razlika res presenetljivo velika in nisem pričakoval take razlike. Še za konec, koliko kilometrov na let pa delate približno? Ja, letos sem bil kar priden, no, ker sem nekako si zastavil cilj, da grem z nekim vodenim treningom, tako da so tudi zadnji imam trenerja, no, ki mi predpisuje pač te treninge, tako da sem se mogel držati teh treningov in sem jih tudi pravzaprav vse do danes realiziral. Tako da se je nabral tudi za tega precej kilometrov, tako da dobrih 8000. Bravo. Evo, nič, hvala.